Življenje išče pot. Dober dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci v rubriki Življenje išče pot. Danes bomo govorili o telesni pripravljenosti kot dobri popotnici za dolgo življenje ali pa saj dobro življenje. Vsak otrok je že v osnovni šoli dobil svoj športno-vzgojni karton. Tega se najbrž spominja prav vsak. Na tem pa temelji sistem SLO-FIT ali projekt SLO. Primerjava podatkov iz mladosti in odraslosti danes omogoča raziskovanje dolgoročnih vzročno-posledičnih povezav med gibanjem, zdravjem in življenjskim slogom. V ozadju projekta je raziskovalna skupina SLO-FIT s Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, ki je že začela s pomladanskim nizom brezplačnih meritev za odrasle po vsej Sloveniji. Gre za največjo znanstveno raziskavo o telesni zmogljivosti in zdravju odraslih Slovencev, trajala pa bo do leta 2027. Naša gosta je danes vodja meritev SLO-FIT odrasli, profesorica doktorica Jerneja Premelč. Dober dan. En lep pozdrav. Hvala za vaše povabilo, da lahko predstavimo danes tudi neko kakovostno za naše poslušalce in si nadejamo mogoče nekega lepega sodelovanja skupaj. Tako. Gospa Jerneja, SLO-FIT, kaj točno bi to lahko za tiste, ki tega še niso slišali, in potem seveda malce osveživa spomin, kaj pa meri športno-vzgojni karton danes, je meril včasih osnovnošolce, mladostnike, kaj pa je zdaj ta SLO-FIT? Tako kot ste že napovedala v uvodu, gre za sistem SLO-FIT pod okriljem Fakultete za šport, ki nam v bistvu že desetletja pomaga spremljati telesno zmogljivost, najprej seveda otrok, že zelo dolga tradicija znotraj učnega načrta, merjenje preko športno-vzgojnega kartona. Zadnjih 5 let pa smo to nadgradili z meritvami za odrasle, ki pa seveda z prilagojenimi testi pomaga na enak način izmeriti njihovo telesno zmogljivost in potem temu dati tudi zelo bogato povratno informacijo znotraj naše aplikacije Moj SLO-FIT. Športni vzgojni karton se od otroštva razlikuje, v šoli so prilagojene seveda na otroke in mladostnike, medtem ko se današnje SLO-FIT gibalni testi so primerni za odraslo populacijo, tako da se v bistvu lahko spremlja telesno zmogljivost skozi celotno življenjsko obdobje. Tudi za seniorje imamo nad 65 let senior fitness test, tako da praktično pokrivamo meritve za vse starostne skupine. In kakšna je pa korist za nekoga, ki se bo udeležil kot odrasel udeleženec ene od meritev, bova kasneje povedali, kdaj približno se bojo odvijale, zakaj bi bilo dobro, da gre nekdo to sebe malce preveriti? Zdaj vsekakor ljudje smo različno telesno dejavni, nekateri bolj, nekateri manj, gre pa za to, da nimamo vpogleda, kakšna pa je kljub naši telesni dejavnosti ali nedejavnosti naša telesna zmogljivost. Včasih mislimo, da smo v katerih gibalnih sposobnostih boljši, pa rezultati pokažejo nasprotno ali obratno, ne? In vsak naš udeleženec v bistvu dobi na podlagi teh testov povratno informacijo, v katerih se pravi gibalnih sposobnosti je bolj uspešen, kar pomeni tudi manj zdravstvenega tveganja za različne bolezni in obratno v primeru slabših rezultatov pri določeni zmogljivosti, kaj je potrebno v bistvu, na čem je potrebno delati, da v bistvu to izboljša in poleg tega, da dobi te rezultate na podlagi gibalnih testov, je tukaj zelo kakovostna povratna informacija naših kineziologov, magistrov Fakultete za šport in naše SLO-FIT ekipe, da s povratno informacijo dobi ne samo rezultate, ampak grafični prikaz, centilne vrednosti, tveganje za zdravje in potem tudi, kam jih usmerimo, katere vaje naj delajo, kaj je primerno za njih, kaj ni, glede na starost in pač mogoče kakšne zdravstvene omejitve, ki se pojavljajo, ne. Je zelo velika korist za udeležence teh meritev, da res poznajo svoje telo, svoje omejitve, prednosti in potem gradijo tam naprej.
Od 2. aprila do 16. junija po večjih slovenskih mestih organizirate merjenja. Pa povejva, da malce osvežimo spomin, kaj merite pri posamezniku in koliko časa si mora vzeti, ko vas obišče na eni od teh točk. No, zdaj meritve bomo izvajali v različnih krajih po Sloveniji. V sami testni bateriji pa vključujejo od, recimo, če rečem, navpičnega skoka za moč nog, agilnosti, koordinacije v hitrem teku v osmici. Potem imamo za sprednje trebušne vzdržljivostni mišice, tapping, ki ga poznate mogoče že iz osnovnošolskih del, potem hoja na 6-minutna hoja ali tek na 600 metrov. Skratka, prilagodimo glede na možnosti posameznika, kaj lahko v bistvu izvede. Če bi rekli, kaj še lahko brezplačno v bistvu se tega udeleži, dobi nasvet za naprej. Tako da jaz lepo vabim vsakega, da preizkusi, naj ne bo neke omejitve strahu ali pa to vsak, ki pride na naše meritve na začetku mička zadržan, potem pa vidi, da v bistvu ni nič kaj takega hudega, da teh meritev ne bi mogel upravljati in s tem dobi tudi dodatno motivacijo, da se aktivira in da dela potem na sebi tudi naprej. Želimo pa seveda s temi meritvami doseči tudi tisto neaktivno populacijo, ki je v bistvu najbolj zdravstveno tvegana, tako da še bolj povabilo velja tudi njim, da se pridružijo in naj bo to nek njihov nov začetek v zdravo življenje. Ja, to je zelo lepo povabilo, gospa Jerneja Premelč. Glejte, prej ste že malce omenili, da lahko udeleženec teh meritev dobi povratno informacijo, primerjavo z otroško dobo, mladostniško, iz športno-vzgojnega kartona in pri sedanjih letih. Kaj pa moramo storiti, da pridemo do te primerjave, da nam vrnete te povratne informacije? Spletna aplikacija Moj SLOfit omogoča, da vnašamo seveda podatke iz vseh teh meritev notri. Za športno-vzgojni karton marsikdo od udeležencev lahko te podatke ima celo doma, če jih je dobil na koncu šolanja. Če tega nima, se lahko obrne na nas, poskušamo pomagati, seveda tudi, če bi bilo te podatke možno kakorkoli še pridobiti znotraj celotne baze. V tem primeru jih potem udeleženec sam vnese notri v aplikacijo Moj SLOfit z našo pomočjo, če jo potrebuje, in potem lahko res pogleda rezultate od mladostništva in potem še iz sedanjih meritev. Aplikacija omogoča v bistvu vpis rezultatov rednih meritev, meritev za nazaj in grafični prikaz omogoča res viden napredek ali možno nazadovanje, prikaz teh rezultatov. Torej, če bi imel nekdo, ko pride na meritev, težave s tem, tudi tam pomagate ali mu razložite, kako uporabiti to aplikacijo? Seveda, vsak naš udeleženec, ki pride, je seznanjen za uporabo te aplikacije. Če so kakršnekoli težave, tudi v nadaljevanju, ko jo uporablja lahko sam, pa seveda smo na voljo. Možnost pa je, da sam udeleženec te rezultate deli tudi z osebami, s katerimi on želi, mogoče tudi zdravstvenim osebjem, da lahko v bistvu tudi s posvetom zdravnikom najde mogoče še kakšno rešitev primerno zanj. Ob tem ste seveda že omenili, da če vidite, da bi nekdo potreboval nekaj več nasvetov ali pa ni zadovoljen z rezultati meritev, pa si želi izboljšati svoje fizično stanje, kam ga usmerite, kaj mu svetujete? Mi sodelujemo z veliko športnimi društvi in zvezami po Sloveniji, ki so tudi nekateri izmed njih naši izvajalci meritev, in potem v lokalnem okolju poskušamo te kompetentne osebe na tem področju izobražene aktivirati, da se v bistvu nam pridružijo z neko ponudbo programov, tako da lahko že v lokalnem okolju dobijo neko kakovostno vadbo udeleženci. Poleg tega v Ljubljani pa organiziramo tudi SLOfit vadbo, kjer pa v bistvu strokovnjaki z fakultete za šport vodijo vadeče. Tako da možnosti potem za kvalitetno udejstvovanje v športu je zagotovljeno in v bistvu tudi kakovostno. Seveda, če le kdo želi in se pozanima, še moje zadnje vprašanje, kaj pa omenili ste seniorje,
Dokdaj je dobro, da človek še hodi na kakšne take njemu primerne telovadbe, bi rekli? Ja, mi seveda svetujemo, dokler je mogoče, dokler je le človek gibljiv, ne glede na mogoče tudi kakšne zdravstvene težave, da se vključi v vadbo njemu primerno. Je veliko društev, ki so pač tudi znotraj različnih zdravstvenih ustanov povezane s težavami, s katerimi se soočajo. Tako da ni starosti, da bi rekli omejitven dejavnik, da ne bi bili dejavni, seveda pa je pomembno, da se priključijo njihovi težavam in starosti primerni vadbi. Z vodjo meritev SLOfit odrasli, profesorico doktorico Jernejo Premelč, sem se pogovarjala s sestra Meta Potočnik. Vabim vas, da se oglasite na enem od merjenj. Na njihovi spletni strani SLOfit najdete vse podatke, na katere datume, v katerih krajih bodo izvajali meritve. Zadnja bo 16. junija letos. Vse dobro in nasvidenje. Življenje išče pot.